Mesec junij ali rožnik je mesec, ko travniki in polja zacvetijo s tisočerimi rožami. Ime je dobil po rimski boginji neba, Junoni, ženi vsemogočnega Jupitra. Junij je 6. v letu po gregorjanskem koledarju in šteje 30 dni. Kaj se nam obeta v prvem poletnem mesecu in pred čem nas želijo posvariti stari slovenski pregovori? Če rožnika sonce pripeka, pohlevno deži, veliko obeta žita, strdi. Če pa nas doleti mrzlo deževanje, to pomeni slabo za vino in panje. In če je rožnik deževen, bo še viničar reven. 8. v mesecu goduje sveti Medard, zavetnik kmetov, kostcev, viničarjev in pivovarjev. Na pomoč nam priskoči pri vročici, zobobolu in blaznosti, je priprošnik za lepo vreme ob sušenju sena, za dobro poljsko in vinsko letino. Vendar, ako na ta dan deži, se grozdje do brente kazi. In če se Medard kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni. 11. junija goduje Barnaba. Ljudski rek narekuje, da če sveti Barnaba deži, bodo jeseni grozdja polne kadi. 4 dni za njim, 15. junija, pa praznuje sveti Vid, zaščitnik lekarnarjev, gostilničarjev, pivovarjev, vinogradnikov, mladine in domačih živali. Naši dedje so nas svarili, da če trs pred tem dnem odsvete, se dobrega vina nadejati smete. In če je dež navida, ječmenu ne kaže, kaj prida. V juniju stopimo v najtoplejši letni čas. Prvi poletni dan vsako leto zabeležimo 21. junija, traja pa vse do jesenskega enakonočja, ki nastopi 23. septembra. In če je lepo vreme prvega dne, se kmetje letine veseli. Naj si bo lep ali ne, 21. junij je najdaljši dan v letu. 2 dni kasneje, 23. junija na Šentjanževo, marsikje obudijo star običaj kurjenja kresov. Pregovor pravi, da je o kresu tako dolg dan, da če bi zjutraj kravo vodil, ima zvečer tele. Ob kresi pa se dan obesi. Takrat je dan tako dolg, da človek, če se skrči, van trči, če se pa stegne, van dregne. Slovenci v juniju praznujemo tudi dan državnosti, ki je v koledarjih zabeležen 25. junija. Obeležujemo spomin na leto 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Je tudi dela prost dan, zato si takrat le vzemite čas za prijeten skok v poletje.